36 fotografij za 30 let. Kdo upravlja naše vodovode? Junaki našega časa. Turistično društvo Pirniče z novim vodstvom. Po medvoškem kulturnem prazniku. Po sledeh kipa Svete Marjete. Rekordno od Preševca do vrh Šmarne. Lepo pozdravljeni. Ob 30-letnici samostojnosti Slovenije potekajo in bodo potekali številni dogodki in eden teh je tudi razstava fotografij našega soobčana, Pulitzerjevega nagrajenca Srdžana Živulovića. Njegove fotografije, 36 jih je, ki prikazujejo dogodke izpred 30 let ob osamosvajanju Slovenije, so na ogled v Narodnem muzeju Slovenije Metelkova, kjer je prejšnji četrtek potekalo tudi uradno odprtje. V živo in v virtualni obliki. Srdžan Živulović je odprtje razstave pospremil z mislijo, da želi pokazati predvsem to, da je bilo pred 30 leti 2 milijona ljudi pri nas na cesti v vojni, ki so bili srcem in dušo pri osamosvojitvi. To so bili junaki osamosvojitve, igralci na isti sceni, ljudje, ki so bili in ostali anonimni, on pa jim je želel dati priznanje brez posebne glorifikacije. Jagodni izbor fotografij, ki prikazujejo pot slovenske osamosvojitve, je le del obsežnega opusa, ki je nastal ob prelomnih zgodovinskih dogodkih ob slovenski osamosvojitvi, ko je Srdžan Živulović delal kot profesionalni fotoreporter. Arhiv je par sto filmov, samo glede na to, da poznam svoje fotografije pa svoje filme, je bilo lažje to najprej v glavi narediti, potem šele na filmih. Srdžan Živulović deluje po načelu, da nikoli ne išče, kdaj se mu bo kaj zgodilo, saj se stvar vselej zgodi. In tako je v svoj objektiv ujel številne ključne dogodke in obenem pazil tudi na vse male obrobne stvari, ki so spremljale dogajanje. Zato je na tokratni razstavi tudi kar nekaj anonimnih, a s čustvi prevzetih fotografij, med katerimi je tudi njegova najljubša. Zadnja fotografija očeta z svojim sinom, verjetno svojim sinom, niti ne vem, ampak sedela sta v travi in se verjetno od vseh teh dogodkov zmatrana, ampak s pogledom v boljši jutri. Vsi so čustveni momenti, ta je pa najbolj močen po mojem vedenju, zaradi tega, ker je, takrat smo rekli, na mladih svet stoji. Trdno se drži osnov fotoreporterskega dela in poskuša zajeti čim širši spekter ljudi in dogodkov, kar je tudi značilnost tokratne razstave, ki se začne z branjem Majniške deklaracije Toneta Pavčka na Kongresnem trgu in v vseh 36 slikah povzema slovensko osamosvojitev. Zakaj sem se odločil? 36, ker ima film 36 in mi stari fotoreporterji smo seveda zelo nostalgični do tega, ne, in uživamo, če lahko še kdaj kakšen film stolčemo. Vse fotografije so izvirno črno-bele, ob razstavi pa je izšla tudi publikacija z reprodukcijo vseh 36 fotografij in spremnim esejem kustosa razstave Iztoka Premrova. Razstava bo na ogled v Narodnem muzeju na Metelkovi še do 13. februarja prihodnje leto. V začetku tedna smo na upravno enoto Ljubljana naslovili nekaj vprašanj v povezavi z delovanjem krajevnega urada v Medvodah, z namenom, da uporabnikom olajšamo pot do njegovih storitev. Včeraj pozno popoldne smo odgovore prejeli, zataknilo pa se je pri vprašanju, kdaj namerava krajevni urad delovati tako kot pred epidemijo, torej ne le 3-krat, ampak 5-krat na teden. Ker odgovora nismo uspeli dešifrirati, čeprav bi bil lahko povsem preprost, bomo prispevek pripravili za prihodnjo informativno oddajo. Konec lanskega leta so uporabniki vode iz vaških vodovodnih sistemov oziroma njihovi odbori prejeli dopis, v katerem jih je občina Medvode pozvala, da sporočijo, kdo bo uradni upravljalec njihovega vodovoda. Sicer ga bodo s 1. januarjem 2021 v upravljanje prevzeli na režijskem obratu občine Medvode. V naslednjem prispevku torej, kakšne odločitve so padle in še, kakšno vodo pijejo v vaških vodovodnih sistemih. Kot se kaže, trenutno bistveno boljšo, kot so jo lansko leto. Seznama tistih, v katerih je potrebno za uporabo vodo prekuhavati, sta se namreč že umaknila 2. Vaški vodovodni sistem Žlebe Seničica, s katerim upravlja novo ustanovljeno ekodruštvo Vodovod Seničica,
in vaški vodovodni sistem Golo Brdo-Hrib, kjer potekajo pogovori o njegovi predaji občini Medvode. V režijskem obratu, ki skrbi nad vodooskrbo v naši občini, odziv strani vaških vodovodnih sistemov ocenjujejo za dober. Odziv je tak pozitiven. Čeprav ta dopis je bil v bistvu namenjen vsem vodovodnim odborom, se pravi vodstvom vaških vodovodnih odborov. Dobili so ga pa tudi uporabniki zato, da so bili na tekočem, kakšna problematika je. V večini primerov so se vaški vodovodni odbori odzvali in zadevo začeli urejati in to po več letih, ker to mogli narediti že 10 let nazaj recimo, in fajn, da se je to začelo urejati. In kako se je spremenil položaj in obveznosti v primeru, ko so se uporabniki odločili organizirati kot društvo ali zavod? Stvari ne gredo tako v trenutku, Tisti, ki so se odločili, da bojo ustanovili pravno osebo, nekateri so te že speljali do te točke, da so tudi imajo na upravni enoti potrjeno in registrirano, da imajo svoje tekoče račune in vse te zadeve. Zdaj se do konca leta se moramo zmeniti, kako bo z stroški, ki nastajajo v zvezi z analizami vode in tako. Nekateri so pristopili že k temu, da tudi že sami plačujejo, recimo ekodruštvo Vodovod Seničica, oni so bolj aktivni na tem področju in so se že domenili, da bodo sami naročali in plačevali analize vode. Potlej, ko dobimo nova vodna dovoljenja, ki so tudi konec lanskega leta pretekla, se bomo mogli zmeniti, kako bo z vodnimi povračili. To bo seveda z vsakim vaškim vodovodom se še potrebno zmeniti. Da bodo vaški vodovodni sistem ohranili v svojih rokah, so se odločili uporabniki vode iz vaškega vodovodnega sistema Žlebe Seničica, ki z vodo oskrbuje 61 objektov na Seničici in so konec lanskega leta uspešno registrirali ekodruštvo Vodovod Seničica. Uporabniki vaškega vodovodnega sistema Preska, ki s pitno vodo oskrbuje 40 objektov starega dela vasi in so registrirali zavod Vodovod Preska Medvode, medtem ko nameravajo uporabniki vaškega vodovodnega sistema Žlebe Jeterbenk, ki s pitno vodo oskrbuje 81 objektov, ustanoviti društvo potem, ko bodo razmere glede epidemije dovoljevale sklic zbora uporabnikov. Cilj režijskega obrata je, da bi v letu 2022 pravne osebe že začele s samostojnim upravljanjem vodovodnih sistemov. Že pred slabimi 3 leti so ekodruštvo ustanovili tudi uporabniki vaškega vodovodnega sistema Trnovec-Govejek, kjer pa upravljavci ugotavljajo, da je upravljanje velik zalogaj, zato razmišljajo tudi o možnostih prenosa upravljanja na občino. Da pod določenimi pogoji predajo vodovodni sistem v upravljanje občini, pa so konec lanskega leta sporočili iz vaškega vodovodnega sistema Žlebe Seničica Žlebe, ki oskrbuje s pitno vodo manjši del Žleb, 26 objektov, in novo oblikovana delovna skupina vaškega vodovodnega sistema Golo Brdo-Hrib, ki z vodo oskrbuje kar 138 objektov na področju Golega Brda in Seničice. Pri njih pa tečejo pogovori o tem, kako bo z lastništvom, kako bo z temi zadevami in ko bo vse več jasno, bomo lahko povedali. Ste na dobri poti, recimo? Ja, računamo, da se bomo dogovorili tako, da kam podobne. V ustreznih zapisnikih se mora torej zapisati odločitev glede bodočega lastništva teh dveh vodovodnih omrežij in vodovodnih objektov, na podlagi katere bo občina lahko speljala vse potrebne aktivnosti za preoblikovanje sedanjih zasebnih vodovodnih sistemov v javne vodovodne sisteme, v katere potem sme vlagati proračunska sredstva. Ne glede na to, kdo je namreč upravljalec vaškega vodovodnega sistema, je ta odgovoren, da do uporabnika priteče voda in to takšna, ki ustreza zahtevam iz pravilnika o pitni vodi. V majski številki glasila Sotočje je bilo sicer objavljeno poročilo o kvaliteti pitne vode v vaških vodovodnih sistemih v lanskem letu, iz katerega je bilo moč razbrati, da je bila kvaliteta vode slabša kot kadarkoli doslej. Kar 57% dovzetih vzorcev za mikrobiološke analize je bilo namreč neskladnih.
Prav v vseh 7 vaških vodovodnih sistemih, kjer analize opravlja mariborski oddelek Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, so ugotavljali prisotnost ne le koliformnih bakterij, ampak tudi bakterij fekalnega izvora, bakterij Escheri coli in enterokokov. Ja, ta poslabšanje je, jaz ga vidim z te svoje strani bolj tako, kot eno nastalo situacijo v tem prehodnem obdobju, kdo bo skrbel za vodovod. Vidim, da so se v nekaterih vodovodnih sistemih stari, se pravi, stoječe vodstvo, tisti, ki so skrbeli za vodovode, so majhno odstopili nazaj. To je pomenilo tudi pri vzdrževanjih sistemov en določen manko ali pa manj so se trudili, bi rekel, kakor prejšnja leta in se je to pokazalo tudi na kvaliteti vode, a ne, ker je treba pač večkrat tudi čistiti vodohrane, razne, malo spustiti vodo na hidrantih in take stvari. Te stvari so se v tem času, ko smo se to pregovarjali, malo poslabšale, a ne, ali pa so se malo opuščale. In je bil to malček problem. Analize vode v vaških vodovodnih sistemih, ki so bile opravljene v letošnjem letu, pa kažejo bistveno boljšo podobo. Zdravstvena inšpektorica je zahtevala z odločbami, da morajo na več vodovodih urediti pripravo vode. To se zdaj dogaja, na nekaterih je že to urejeno in že deluje, še na 2, na Žlebe Iterbank pa na Žlebe Seničica Žlebe. Na tem 2 bo pa v naslednjih tednih to tudi urejeno, tako da naj se stvar res izboljšala. Prav prej omenjeni vaški vodovodni sistem Žlebe Seničica, s katerim upravlja Eko-društvo Vodovod Seničica, se je, tako kot tudi vaški vodovodni sistem Golo Brdo-Hrib, prav v teh dneh umaknil seznama tistih, kjer je potrebno vodo za pitje predhodno prekuhavati. Na seznamu pa vendarle začasno ostaja še 5 vaških vodovodnih sistemov. Poleg vodovodnega sistema Golo Brdo-Polena, ki oskrbuje 43 objektov in je že v postopku prenosa upravljanja. Seveda pa nismo pri tej odločitvi, da se prekliče stalen ukrep prekuhavanja preveč hitri, bi rekel. Ta prva mora zadeva, se pravi tiste naprave, morajo začeti delovati, koliko je treba, in tudi analize, ki sledijo tam v tej ugraditvi ali pa ureditvi na priprave vode, morajo pokazati, da je res boljša voda, ne? In to ne gre vse v enem tednu, ne? In ponavadi naredimo tako, da vsaj 2 ali pa 3 analize v naslednjih mesecih, ne? Da to pokažejo, potlej se pa odločimo, da se ta stvar prekliče. V eni od prihodnjih informativnih oddaj bomo poskušali na konkretnem primeru pokazati, kakšne dileme se odpirajo ob upravljanju vaških vodovodnih sistemov in posledično, kako pravno formalno prenesti upravljanje oziroma lastništvo vaškega vodovodnega sistema na občino oziroma novega upravljavca. O tem med drugim govori tudi osnutek odloka o oskrbi s pitno vodo, ki bo na dnevnem redu naslednje seje občinskega sveta to sredo. In kakšne novosti se obetajo v prispevku. Bistvena novost novega odloka o oskrbi s pitno vodo, ki je še v obliki osnutka, pa je ta, da podjetje Komunala Kranj ne bo več edini upravljalec javnih vodovodnih sistemov v naši občini, ampak le v naseljih, ki so se že doslej s pitno vodo oskrbovala iz vodovodnega sistema Kranj. To so naselja v krajevni skupnosti Smlednik razen Brezovca. Z vsemi ostalimi javnimi vodovodnimi sistemi, največji med njimi je vodovodni sistem Medvode, ki s pitno vodo skrbuje več kot 14.000 občanov, pa naj bi po novem upravljalo podjetje Ljubljanski holding oziroma podjetje Voka Snaga, ki že sedaj skrbi za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Ukrepi za zajezitev koronavirusa se sproščajo in temu primerno se ponovno oživlja nekdaj bogata društvena dejavnost. Danes, na primer, sicer žal ob isti uri, kar 2 kulturni prireditvi. Razstava Vezenini iz babičine skrinje v Aljaževi rojstni hiši in razstava slik v klubskih prostorih Jedro. Po 2 letih pa so se na volilnem občnem zboru zbrali, in to v živo, ne prek spleta, tudi člani turističnega društva Pirniče in po 2 mandatih oziroma po 4 letih ponovno za predsednico izvolili Cvetko Židan Valjavec. Po statutu turističnega društva Pirniče mandat vodstva ne traja 4, ampak le 2 leti.
Z vidika nekaterih vidikov je mogoče malo to konfuzna zadeva, bi bilo fajn, da bi bil mogoče mandat daljši, pa vendarle ne. V 2 letih se lahko miselnost spremeni, lahko se vodstvo spremeni, ideje so lahko nove, sveže, lahko pridejo novi mladi obrazi in jaz mislim, da tukaj ni nič narobe. Je pa dejstvo tudi, da 2-letni mandat lahko podaljšuješ. Jaz sem ga v zadnji moji fazi podaljšvala celih 8 let. Odločitev za prevzem funkcije predsednice po 4 letih, torej po predsednikovanju Marjete Lukežič in Anice Boštjančič, tako Židan Valjavčeva, ni bila najlažja. Po hudi bolezni pa vendarle tudi izziv. Za turističnim društvom Pirniče je, tako kot praktično za vsemi društvi, namreč izzivov polno leto. Bili smo v dilemi, kot verjetno še marsikatero društvo na področju družbenih dejavnosti, da bo moglo društvo v mirovanje ali morda tudi v prenehanje delovanja. Jaz moram reči, da sem po tej moji zgodbi lansko leto vendarle se odločila s podporo družine doma, da enostavno prevzamem ponovno to vlogo in da ne prepustimo društva kar tja nekomu oziroma v neko mirovanje, ampak da ostanemo aktivni prostovoljci še naprej. Še več, na pobudo dosedanje predsednice Anice Boštjančič so se člani turističnega društva Pirniče podali po domovih, pobrali članarino in celo povečali članstvo. Jaz moram tukaj pohvaliti vse člane prostovoljce, ki so uspeli v letošnjem letu rekordno pobrati največ članarine in pridobiti poleg vsega najmanj 20 novih članov, kar pomeni, da smo to lahko dejansko res ponosni, kar pomeni, da se v številu članstva približujemo 150 članov in mislim, da je to pohvalno, kar pomeni, da ne stagnirajo stvari, ampak da se enostavno ljudje morda vendarle v času teh, bom rekla, epidemioloških zadev vračajo k temu, da se vrnemo nazaj v naravo, da se vrnemo k nekemu sodelovanju med generacijami. Jaz moram reči, da niso tukaj samo starejši, ampak da so tudi mladi, kar je pohvalno. Torej vsa pohvala vsem našim prostovoljkam, ki so hodile po vseh 5 vaseh in pobrale vso to članarino. Ni naključje, da smo se za pogovor dogovorili kar ob toplem vrelcu Straža, ki pomeni eno od zanimivejših točk pirniške učne poti in prizorišče marsikatere turistične prireditve v preteklosti. Gre kar na začetku že pohvala predvsem zanesenjakom našega društva, predvsem gospe Karlini, Anici Boštjančič in vsem, ki sta jih zbobnale, predvsem pa tudi gasilcem PGD Spodnje Pirniče Vikrče za vrh, ki so z eno veliko in temeljito akcijo uredili in komplet okolico, spraznili cel bazen in predvsem pesek, kar 11 kubikov skoraj, da ga je šlo ven. Gasilci so ga očistili in potem ponovno nazaj namestili, verjetno za nekaj malenkosti oziroma kar nekaj je bazen poglobljen, to se pravi je malo globlji, ampak vseeno jaz upam, da bo v letošnjem poletnem času med počitnicami v veselje otrok in vseh, ki imajo radi to stražo. Kaj naj bi se večjega dogajalo v turističnem društvu Pirniče, lahko delno razberemo že iz prijave na občinski razpis za sofinansiranje programov društev in zvez društev z področja spodbujanja razvoja turizma. Društvo je ponovno kandidiralo s prireditvijo Jesen pod Črnetom in Toplarjem in za izvedbo prejelo sicer niti 600 evrov in s pomladanskim in poletnim projektom Lokalno je zdravo, ki je povezan s parkom ob domu krajanov. Nekaj sredstev smo dobili, čeprav s 1000 evri si glih Bog ve, kaj ne bomo pomagali, pa vendarle bomo probali tudi kakšno donacijo in sponzorstvo najti in speljali projekt. Namen je, da enostavno poskrbimo za samooskrbno obnašanje krajanov, da poskrbimo za to, da bi bilo v parku več medonosnih rastlin in dišavnic, da bi tam postavili tudi nek čebeljnjak, da bi mogoče park zaživel tudi v okviru participativnega proračuna, ki je letos novost v občinskem proračunskem delu za 2 leti, da morda ta park uredimo. Namreč deficit v našem kraju v 5 vaseh je, da nimamo otroškega igrišča za predšolske otroke. Predvsem poudarjam predšolske otroke, sicer tudi za druge, ki dejansko res in mamice z vozički nimajo kje biti, kar pomeni, da bi bilo tam neko tako stičišče med generacijami, v katerega bi vklopili, to se pravi spomenik NOB,
park, ki bi pomenil novo generacijo in novo življenje, in medgeneracijsko sodelovanje babic, ki bi morda vstran od socialnih omrežij vendarle pričele ponovno brati vnukom pravljice iz knjig, torej da bi knjižna beseda zaživela ponovno med mladimi. Že 22. leto zapored, letos od 17. do 23. maja, je potekal Nacionalni teden prostovoljstva. Letošnji je bil namenjen prvenstveno vlogi prostovoljstva v dolgoživi družbi. Zato so v slovenski filantropiji izpostavili izjemne posameznike in skupine, ki nesebično in srčno podarjajo svoj čas, znanje ter energijo za drugega in za skupnost. Nekaj tovrstnih zgodb so zbrali v časopisu Skozi in skozi filantrop, med drugim tudi zgodbo prostovoljcev z osnovne šole Preska. No, mi smo jih obiskali ne v šoli, ampak na eni od svojih misij v Centru za starejše Medvode. Prostovoljci osnovne šole Preska so naziv Junaki našega časa letos potrdili že 7. zapored. To nam zelo veliko pomeni, ne samo meni, predvsem otrokom. Naši prostovoljci so se zelo razveselili, da so ta naziv dobili tudi letošnje leto. Mi sodelujemo v tem razpisu oziroma natečaju že vse od samega začetka, to mislim, da je kar 7 let. In toliko časa tudi zelo intenzivno prostovoljstvo na naši šoli deluje. Otroci so v tem, oziroma naši prostovoljci, to so že mladostniki, pa tudi mlajši, bili zelo veseli, da ne glede na to, da smo se odselili na daljavo, da je zadeva še vedno živela. In s čim vse so potrdili naziv? V tednu mobilnosti so skupaj z društvom Rex in Mila organizirali videokonferenco Zeleni koraki in postavili stojnico, na kateri so mimoidoče ozaveščali o odgovornem ravnanju z živalmi, s peko palačink pa zbirali prostovoljne prispevke za zapuščene muce. Pripravili so tudi posnetek o tem, kako izdelati hiško za prezimovanje prosto živečih živali. Poleg prijaznih sporočil, risbic in okrašene jelke so za stanovalce Centra za starejše Medvode, ki jih v času strogih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa niso smeli obiskovati, pripravili posnetke branja knjig, izdelali igro za razgibavanje, družabne igre, visoke grede. Prav to slednje je skupina učencev 8. razredov prejšnji četrtek prinesla v Center za starejše Medvode. Današnji dogodek je kar dolgotrajni projekt, kjer je bil eden izmed namenov, poleg spodbujanja raziskovanja v naravoslovju, tudi spodbujanje prostovoljstva med mladimi, ki se za to še niso odločili. Tako da smo k projektu povabili osmošolce in v sklopu tega so nastali izdelki, ki pa bojo seveda uporabni tudi na daljši rok, tudi za vse naše prostovoljce, ki bodo spet, upajmo, prihajali v center, da jih bojo dejansko lahko za izvajanje aktivnosti tudi uporabljali. Tokratni dogodek v Centru za starejše je bil torej povezan z mednarodnim projektom STEMS, projekt vrednotenja prečnih veščin na področju naravoslovja, tehnologije in matematike. V Sloveniji ga vodi in usmerja Zavod Republike Slovenije za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Temeljni namen projekta, v katerem sodeluje 12 partnerskih institucij iz 8 držav, je razvijati in uvajati sodobne pristope poučevanja tudi na teh področjih. Torej gre za vrednotenje prečnih veščin. To so veščine, ki sicer jih mi v šoli jim sledimo, vendar v tem projektu gre pa za tako razvoj teh veščin, kot tudi vrednotenje. Se pravi, rekla sem, učenci mi smo si izbrali sodelovanje in reševanje problemov. In zdaj, na kakšen način je to izgledalo? Se pravi, z učenci smo najprej na začetku pogledali, kaj že vedo o sodelovanju, kaj vedo o reševanju problemov. Potem smo skupaj si zastavili cilje, v čem bi radi napredovali, postavili kriterije za sodelovanje, kaj je dobro sodelovanje, kaj je dobro reševanje problemov. Potem pa smo skozi vse te dejavnosti, ki smo jih imeli, so učenci si podajali povratne informacije, kako sodelujejo, kako rešujejo problem. Prejemali so tudi povratne informacije od nas učiteljev.
Potem so tudi zabeležili ali pa se pogovarjali o tem, na kakšen način bodo napredovali v obeh teh veščinah. Vse to smo pa spremljali z aplikacijami. V konkretnem primeru so učiteljice Romana Frankovič, Mojca Jamnik, Marija Oblak, Katja Planinšek in Nina Poljanšek pri svojih urah načrtovale in izvajale dejavnosti, ki temeljijo na medpredmetnem povezovanju in reševanju problemov, povezanih z življenjem in trajnostnim razvojem. V tem projektu so predvsem razvijali veščine, in sicer na naši šoli smo si izbrali 2 veščini, sodelovanje in pa reševanje problemov. Učenci so tem veščinam jih razvijali in na koncu tudi vrednotili, kar je morda nekaj novega zdaj v šolstvu. Poleg teh veščin smo pa ravno tako tudi so sledili kritičnemu mišljenju, pa komunikaciji, pa samoregulaciji, ki pa potem jih nismo vrednotili. Gre sicer za 3-letni projekt, tako da se je skupina učencev že soočala s problematiko nerazgradljive plastike in rešitve poiskala z izdelavo in uporabo biorazgradljive plastike iz škroba ali mleka. Tokrat pa se je skupina osmošolcev soočala z izzivi starostnikov v epidemiji. To je potekalo za te osmošolce v letošnjem šolskem letu, in sicer pri predmetih fizike, matematike, tehnike in tehnologije ter kemije. In sicer učiteljice smo pripravile za učence dejavnosti, ki so bile medpredmetno povezane. Ob tem pa so razvijali oziroma vedno imeli nek problem, ki so ga učenci prepoznali sami. Učenci so prepoznali problem in sicer, da pogrešajo starostniki naravo, da so osamljeni in so iz tega problema nekako iskali rešitve in rešitve našli, jih potem tudi izdelali. Za te rešitve tudi kriterije uspešnosti poiskali, ki jih bomo potem mi v šoli se v njih tudi majčkeno pogovorili, tudi glede na to, na današnji odziv. Medpredmetno povezovanje na primeru izgradnje visoke grede je torej pomenilo, da so jo pri predmetu fizike načrtovali, pri tehniki in tehnologiji naredili, pri kemiji ugotavljali, kako odstraniti barvo iz rok in oblačil, pri matematiki pa so izračunali, koliko zemlje potrebujejo, da jo bodo napolnili in potem v sodelovanju s starostniki v Centru za starejše tudi zasadili. V center so poleg visoke grede prinesli še v projektu izdelane družabne igre. Moja vloga je bila, da sem tako malo nadzirala vse skupaj, zaradi tega, ker imam dosti dobro predstavo, pa sem pol kontrolirala te mere, pa koliko zemlje bo kje, pa tako. Drugače smo si pa ful razdelile delo, pa tako, mislim, pač res smo vse sodelovali. Jaz sem pa pač pri izdelavi, smo vrtale, šraufale, vse to. Zdaj sem pa tudi sadim pa. Ja, moje mnenje je bilo najbolj to, da bojo pač prvo več zunaj, zaradi tega, ker bojo mogli iti ven, pač na nek način bojo prisiljeni iti ven, ker bojo rabili to zrihtati. Pol pač, da se povežejo z naravo, zaradi tega, ker pač zdaj ta korona in pač so skozi zaprti, niso zmožni vsi skozi nekam iti, pač in zaradi tega, da bi jim tako olajšali nekako ta dolg čas. Lahko še kaj dodaš ali pač rečeš, ja, tako je? Ja, je tako, ampak pač za te igre smo tudi nekako imeli v mislih, da bi malo manj dolg časa bilo, da bi malo več bili vsi, da se bi družili, tudi če je velik, če je ta virus pa to, ampak ja. Za vse te izdelke, vključno z gredami, je, da jim ni dolg čas. Tudi pri eni družabni igri, ker je bolj fizično, je tudi, da ni več dolg časa in da se malo razgibljajo, naprimer. In potem smo naredili še en spomin, to je pa bolj spominsko, da vadijo njihov spomin. Ja. Samo da so uživali, to je mi je všeč. In uživajo? Jaz bi rekel, ja. Šli smo prej spomin in je ena gospa zmagala, ni bilo niti vprašanje. Medvoškega kulturnega festivala, ki sicer poteka vse od leta 2017, zaradi epidemije koronavirusa lansko leto ni bilo. Tudi za letošnjega, ki je potekal od 21. do 28. maja, se je organizator, javni zavod Sotočje, s sodelujočimi odločil za prilagojen program, ki je upošteval vladne odloke in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Za nameček pa je sprva ponagajalo še vreme.
Kljub vsemu pa je glavni organizator, javni zavod Sotočje, z izvedbo kulturnega festivala in z odzivom nanj zadovoljen. Ja, jaz sem zelo vesela, da smo letos kljub negotovim razmeram in spremenjajočim se ukrepom vseeno uspeli izvesti Medvoški kulturni festival, ki ga lansko leto prav zaradi tega ni bilo. Smo se prilagodili razmeram, upoštevali odloke, ukrepe, priporočila in pravzaprav zelo uspešno izvedli festival za zaključene skupine. Tema letošnjega kulturnega festivala so bile legende med vodami. V ta namen so pripravili priložnostno krožno pot s 6 postajami, na katerih so udeleženci skupine predšolskih otrok in učenci, skorajda 500 se jih je zvrstilo v mehurčkih, spoznavali različne pomene besede legenda. Sodelovali so tudi knjižnica Medvode, ki je gostila otroke na terasi knjižnice z vsebino domoznanske zbirke. Sodelovali so tudi Zavod za gozdove Slovenije, ki so predstavili svoje delo in kako naj temu rečem, predstavili otrokom, kako pomembne so za naš ekosistem tudi divje živali. Seveda pa moram pohvaliti tudi turistično društvo Žlebe Marjeta, ki je pristopilo k izvedbi oziroma predstavitvi legend iz naših krajev preko nastopa roparskih vitezov. Strani javnega zavoda Sotočje pa smo seveda pripravili potem še zgodovinsko časovnico, na kateri so otroci odkrivali obdobje gradov v naši občini oziroma, bomo rekli temu, odgovarjali na vprašanja o tem, kaj se nahaja vse v naši občini, iz katerega časa od kulturne dediščine. Pa tudi s projektom SAE so prostovoljci pristopili in jih fotografirali. Tlele je bila izvedena ena multimedijska delavnica, kjer so se pa otroci predvsem zelo zabavali, saj so jih mentorji postavili na prizorišče gradov in v drugo časovno obdobje. Tema legende med vodami pa z letošnjim kulturnim festivalom še ni izčrpana. Tudi drugo leto nam še ostajajo legende, namreč legende med vodami so dvoletna raziskovalna tematika, ki smo jo odprli konec oziroma na polovici leta 2020 in jo zaključujemo konec leta 2022. Tudi Medvoški kulturni festival bo vpet v legende med vodami, pripravljamo kup drugih vsebin, tako da smo se kar lotili in tudi vabimo še vedno vsa društva, kulturna društva, turistična društva in druge izvajalce, da pristopijo z idejami, predlogi, na kak način pristopiti k raziskovanju legend v našem kraju, kako jih te vsebine in te raziskovalne vsebine, ki jih bomo dobili, vključiti v nove dejavnosti za šole, za družine, in tudi seveda za vso drugo zainteresirano javnost. Kot rečeno, je na kulturnem festivalu sodelovala tudi knjižnica Medvode in kljub omejitvam so bili zadovoljni z odzivom. Ja, bil je omejen, ampak je izpadel zelo lepo. Lep odziv je bil. Z otroki smo bili na naši obnovljeni terasi, bili smo v naši veliki čitalnici in en dan, ko je bilo vreme tako slabo, celo v kulturnem domu na odru. Prav prijetno je bilo vse skupaj, zelo lep odziv. Obiskalo nas je 10 razredov od 1. do 5. razreda in zadnji dan 3 vrtčevske skupine in je bilo prijetno, lepo. Jaz mislim, da so veliko novega izvedeli. Tokratna tema jim je bila pisana na kožo. Legend bi lahko mi pripravili toliko, da jih ne bi utegnili vseh povedati. Naše knjige so polne in kolegice, ki pripovedujemo pravljice, se tudi zanimamo za te stvari, tako da res ni bilo nobenih težav. Izbrali smo 4, pravzaprav smo izbrali 4 fotografije in smo potem podložili te fotografije. Kot vidite, smo izbrali industrijsko dediščino Medvod, eno zelo lepo fotografijo Save, potem smo izbrali Smledniški stari grad, in izbrali smo eno lepo staro fotografijo iz Katarine, pa Soro. Zdaj povedati moramo, da imamo pri nas že čez 140 starih fotografij, da imamo že pravo zbirko starih fotografij v knjižnici. Čuvamo jih, ampak smo jih digitalizirali, tako da si jih lahko vsi ogledate na naši domači strani pod zavihtkom Domoznanstvo.
Za tokratno priložnost so iz domoznanske zbirke, ki obsega poleg fotografij in razglednic tudi knjige, diplomska dela, nekaj DVD-jev in CD-jev, izbrali 4 fotografije. Fotografijo starega gradu v Smledniku, staro fotografijo Save, ko je bila na Vrjanski strani še papirnica, kolaž 3 podob s Katarine, z gostilno Turistvu v spredju in fotografijo Sore iz Finžgarjevih časov. Kaj ste izbrali ravno te 4 fotografije? Ena je, da je direktor hotel, pa njegova ideja sploh ni bila slaba, da se govori malo o industrijski dediščini Medvod. Tu smo dodali še eno legendo o naših 3 rekah, 3 sestrah. Potem smo našli eno zelo zanimivo legendo, ki se je zgodila na Katarini in običaje okrog kresovanja, kar se nam je zdelo tudi zelo zanimivo, glede na sezono, pa tudi znana ni. Za Smlednik smo rekli, da moramo o tistem grofu, ki je neumorno igral in zaigral še svojo dušo. 4. smo pa izbrali Soro, ker smo pred kratkim dobili knjigo in jo prebrali in bili navdušeni o Franu Saleškem v Finžgarju, je nova biografija. Letos se praznuje 150-letnico njegovega rojstva in se nam je zdelo zelo primerno, da ga izpostavimo in smo povedali pravljico Makalonca, ki jo je on zapisal. Še ostajamo pri legendah. V eni od prejšnjih oddaj smo predstavili projekt z zanimivim naslovom Jetrbenk in svetni pomniki, katerega glavni akter obnove in svetne uporabe, med drugim tudi kot razstavni prostor, je zvonik ob cerkvi Svete Marjete. Gre za projekt lokalne akcijske skupine za mesto in vas, ki je ocenjen na 52 000 evrov. Od tega skoraj 32 000 evrov financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Vodilni partner je župnija Preska, ostali partnerji pa turistični društvi Žlebe Marjeta in Katarina ter občina Medvode. Tokrat gremo po sledi kipa Svete Marjete Antiohijske, ki je bil do pred kratkim vzidan v zvonik ob cerkvi. Pot nas je vodila v Ljubljano, v restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, v oddelek za kamen in štukaturo, kjer se trenutno nahaja kip Svete Marjete Antiohijske. Ta kip je bil vzidan v fasado zvonika Svete Marjete, takrat, ko so cel zvonik dvignili za približno 10 metrov in so te stare line od zvonov pustili na tistem mestu in jih zazidali. V tistem zazidanem delu je bil pa kip in vsi se ga spomnimo, da je bil kot relief. Ko pa so ga zdaj pripravljali zato, da bi ta relief umaknili in ga postavili v prezbiteriji same cerkve, se je ugotovilo pri odkopavanju, da je to dejansko kip, trodimenzionalen in odkrila se je vsa tista lepota tega kipa, razen to, da je seveda prišlo do poškodbe glave, ki se bo zdaj pri restauriranju pojavila v celi obliki. Kip se zdaj umika v prezbiterij, da se bo ohranil pod streho, no, ker je pa ta cerkev bila romarska cerkev, so imeli popotniški oltarček in ta Sveta Marjeta se bo zdaj pokazala tu v pravi podobi po restauriranju kot kip Svete Marjete na popotniškem oltarčku. V Sloveniji je Sveti Marjeti posvečeno 47 cerkva, 20 župnijskih in 27 podružničnih, med njimi tudi ta cerkev na pobočju Jetrbenka. Je poznogotska stavba prvič omenjena leta 1426. Ob njej pa stoji zvonik, na katerem je bil do pred kratkim, torej do obnove, vzidan kip Svete Marjete Antiohijske. Doslej izvedene preiskave kipa kažejo, da ima ta veliko vrednost, tako z umetnostno-zgodovinskih kot tudi naravoslovnih vidikov. Eden od teh je, da imamo tridimenzionalno upodobljen kip Svete Marjete z zmajem, z ohranjeno polihromacijo, to so ostanki barvnih plasti, kar je zelo redko pri nas, sploh glede na to, da vemo, da je bil kip izpostavljen na zvoniku, torej vsem negativnim dejavnikom iz okolja. In vidimo, te posledice se kažejo s tem, da je površina močno sprana, prihaja do erozije, do izgube originalnega materiala, zato take kipe ponavadi kasneje shranimo v zaprtem prostoru, da se jih zavaruje pred direktnim vplivom dežja, zmrzovanja. In te prve raziskave so nam pokazale, da gre najverjetneje za kip, ki spada v gotsko fazo in da je bil prvotno na glavnem oltarju.
Osnovna dejavnost oddelka za kamen in štukaturo je priprava programov in projektov za ohranjanje kamnite dediščine in izvajanje konzervatorsko-restauratorskih posegov na njih. S pomočjo naravoslovnega oddelka in zunanjih sodelavcev identificirajo materiale in ugotavljajo vzroke nastanka in vrste poškodb na spomeniku in šele potem za vsak spomenik posebej izdelajo najprimernejši način demontaže in montaže, metode odstranjevanja drugotnih tvorb na površinah, metode odpravljanja poškodb in končne zaščite spomenika. V konkretnem primeru je bilo odvzetih za pregled sestave kamnine 9 vzorcev. Prve je pokazalo, da gre za karbonatno kamnino, najverjetneje za apnenec ali pa za peščen apnenec. In vzorci barve se pa gledajo po plasteh, nekje se vidi, da je bilo tudi večkrat prebarvano in zanimivo je, da imamo ohranjene od pozlate na robu te oblačila od Svete Marjete, imamo to zelo zanimivo rdečo, ki se je pokazalo, da gre za pigment cinober, ki smo ga pridobivali v zgodovini pri nas v Idriji. Tako da je resnično ena taka zaokrožena zgodba. Že sicer sledijo konzervatorskim smernicam, da se čim bolj ohranja zatečeno stanje kipa. To pomeni, da se ohranja barvno plast, ki jo danes vidimo, odstranjene bodo samo sledovi apna, malte, sekundarni nanosi in utrjen bo brez nobenih dopolnjevanj, samo glava, ki je ločena od trupa, bomo našli rešitev, da se to poveže, ne pa v smislu do modeliranja, kakor imamo na kopiji. Po legendi naj bi se Sveta Marjeta rodila v drugi polovici 3. stoletja v starem grškem mestu Antiohiji v Turčiji. Dojilja jo je vse od malega vzgajala v krščanski veri in ko je njen oče, poganski duhovnik, opazil, da krščanstva ne bo zavrgla, jo je sredi Dioklecianovega najhujšega preganjanja kristjanov prijavil deželnemu sodniku. Ta pa je lepo dekle zaprosil za roko in ker ga je zavrnila, jo je čakalo kruto mučenje. Iznakaženo so vrgli v ječo, kjer jo je obiskal hudič v obliki zmaja in jo hotel požreti. Marjeta pa ga je znakom križa premagala. Zmaj je izginil, rane pa so se ji čudežno zacelile. Ker se je po teh dogodkih veliko ljudi dalo krstiti, jo je deželni sodnik dal obglaviti. Umetniki jo najraje upodabljajo s križem in palmovo vejico v rokah in zmajem na povodcu. Tudi v konkretnem primeru. Originalni kip Svete Marjete bo po novem, ali bolje rečeno, bo ponovno v cerkvi, zunaj na ogled pohodnikom in romarjem, pa bo na ogled in priprošnjo njegova replika. Najprej moramo gledati, da se držimo bistva originala, torej uporabimo čim manj domodelacij, pa še tiste domodelacije, ki so izdelane po nekih znanih podatkih, ničesar ne smemo se izmisliti, po domače povedano. In kip Svete Marjete je bil v 2 kosih, in sicer glava in trup posebej, s tem, da je bila glava kar pač v neki zgodovini je bila odlomljena in je bila kar skupaj dana, torej cel vrat je manjkal. To nekako ni funkcioniralo v prostoru, zato je bilo treba prvo reči to zadevo, poleg tega so pa tukaj še manjkajoči predeli, manjkajoči rep, manjkajoča desna roka in še nekaj detajlov, na podlagi katerih se je dalo določiti, kakšen je bil, če samo preslikamo levo ali pa desno stran, torej tukaj je bilo mogoče predvidevati, kakšna je bila forma. Dočim del krone manjka, preostali del je pa toliko poškodovan, zato smo se tukaj odločili, da ne gremo v rekonstrukcijo, ker enostavno forma ni znana. Izveden je bil torej 3D zajem podatkov, virtualna rekonstrukcija in priprava programa za reskanje na CNC stroju. Tudi kopija je izdelana v originalnem materialu, torej kamnini. Torej, za izdelavo kopije sta bili uporabljeni sodobna in klasična tehnologija, s tem, da v prvi fazi smo naredili 3D model, na podlagi katerega se je dodalo dodatne te manjkajoče kose. V končni fazi je bila pa uporabljena klasična tehnologija, se pravi kiparsko odleto in gola roka. Reskanje na CNC stroju je opravilo podjetje Svete kamnoseštvo, klasično z detom v roki pa je delo nadaljevala restavratorka in kiparka Doroteja Erhatič. Timotej Bečan, eden najboljših slovenskih gorskih tekačev zadnjega obdobja in sveže pečeni balkanski prvak v gorskem teku, je v nedeljo v zgodnjih jutranjih urah izpeljal neobičajni tekaški podvig. Preveril je,
koliko časa porabi iz centra Ljubljane do vrha Šmarne gore? In odgovor: od Prešernovega spomenika v Ljubljani do vrha Šmarne gore je potreboval 42 minut in 11 sekund, kar je toliko, kot marsikdo porabi od vznožja do vrha. Bečanov in slovenski rekord Šmarne gore je sicer hitrih 11 minut in 12 sekund. Zavidljiv čas je lani postavil tudi v teku na Triglav v zgodnjih nedeljskih urah, ko še ni bilo prometa, ki bi ga oviral pri teku, pa je postavil še en mejnik, ki bo lahko marsikateremu tekaču v izziv. Super je, v bistvu vse se je šlo, ena nesreča je bila vmes, eno zajlo zapel v travi noter, ampak se je pobral, šel naprej. Z nasmehom, tako da vreme se je naredil tukaj na vrhu, spodaj je megla, temperature odlične, ura zjutraj me tudi ni motila, no. Pa eno tekmo sem imel včeraj kratko, tako da sem se očitno zelo dobro aktiviral. Edino, kar je malo drsel na začetku vzpona, ampak ne nazadnje, to ni tekma na sekunde, ampak kot nek tak podvig, da vidimo, recimo, da se da v eni šolski uri dejansko iz centra Ljubljane na vrh Šmarne gore prideti. Celotna trasa od Prešernovega trga v Ljubljani na vrh Šmarne gore meri 10.700 metrov, za pot do vznožja pa je potreboval 29 minut in pol, dodatnih 12 minut in 41 sekund pa nato še do vrha Šmarne gore. Uro je na cilju ustavil pri 42 minutah in 11 sekundah. Računal sem nekje 3,20 na kilometer po ravnini, celo malo bolj sem šel, no, tako da dejansko časi so se vrteli tam 3,15, praktično konstantno, pa s tem, da se trasa malo dviga. Počutil sem se super, malo smo kakšno rekli vmes, mislim, nismo se pogovarjali, ampak tako samo te par besed hitrih, aj v redu, aj frej, take zadeve. Vzpon pa pač že dobro poznam. Se pravi, na začetku sem edin mal spustil tempo, ki je zelo drsel, pa da nisem zgubljal po nepotrebnem energije. Potem tukaj gor je pa pač pesek in tudi cesten profil je čisto v redu. 24-letni član KGT Papež in slovenske reprezentance v gorskih tekih ter v zadnjih 3 sezonah nosilec naziva najgorski tekač Slovenije je idejo za ta poseben izziv dobil povsem spontano. Ja, čisto sam sem si to zmislil, sem rekel, imamo rekord, imamo ta šmarnogorski tek, dajmo še nekaj tretjega narediti. Pač take so razmere, da ni toliko tekem, to sem si zamislil že lani jeseni, ampak mislim, da je pomlad lepša za kaj takega. Do zdajle sem sredi nekih tekem, tako da sem v formi, ne nazadnje je tudi dobra priprava za naprej. Tekma ni nič nadol, tako da me ne zmatra, tudi zdajle sem pač praktično čist počit. In terminsko se je šlo, vreme je super, no, tako da boljš ne bi mogli biti. No. Za pomoč pri načrtovanju trase je prosil Toma Šarfa, alfa in omega teka na Šmarno goro. Določila sta, da optimalna trasa vodi po Čopovi ulici na Slovensko cesto, nato na Celovško cesto vse do Šentvida, tam zavije na Tacensko in prek nje pripelje do vznožja Šmarne gore. Pa zadeva je sigurno zelo zanimiva. Ne. Jaz mislim, da ljudje smo, posebej Slovenci, smo nagnjeni k temu, da iščemo neke nove izzive, sploh po tem obdobju, v tem koronskem obdobju, ko je pomanjkanje prireditev uradno organiziranih, tako da so taki izzivi sigurno zanimiva zadeva. Mogoče bi bilo zanimivo tudi za resno organizacijo. Ne. Je pa jasno zadeva povezana potem z zaporami cest, pa tako naprej. Tako da to, kar smo danes naredili, smo naredili z obilo improvizacije, brez zapore cest, tako da smo upoštevali cestno-prometne predpise. Jasno, bi bilo pa zadeva zanimiva tudi za širšo organizacijo. Sigurno bi bila udeležba lepa. Zgodbi teka iz Kavča na vrh Šmarke, kot mnogi kličejo ta verjetno najbolj priljubljeni hribček v Sloveniji, pa je Bečan dodal tudi vsebinsko noto. Predvsem sem hotel neko noto povedati v smislu ne ekologije, ampak recimo, da ni treba se vedno z avtom nekam pripeljati, pa pol hrib oddelati, ampak recimo iz Kavča, ne, da tako rečem. Tudi jaz imam dosti blizu Šmarne, pa velikokrat pridem pač od doma. No. In kdo ve, morda smo bili v nedeljo priča osnovanju nove tekaške prireditve v Sloveniji. V bistvu je to kot neka zasnova, lahko za en tek v bodoče. Jaz mislim, da je tega vsak sposoben. No. Jaz sem pač to zmogel v 42 minutah dobrih, tako da to v bistvu je manj kot polmaraton, med 10 pa polmaratonom, tako da jaz mislim, da je to vsak zmožen. No. In ne vem, mogoče nekoč, ne vem, čez 5-10 let,
bo pa to en tak organiziran tek. Bečan, ki je dan pred podvigom zgolj za sekundo zaostal za absolutnim rekordom teka na Svetega Primoža nad Kamnikom in postal še ekipni državni prvak s svojim klubom KGT Papež, snuje že nove ideje za nove podvige. Šmarno goro želi na podoben način povezati tudi Medvoško Sotočje. Že prihajajočo nedeljo pa ga čaka novo državno prvenstvo na Ratitovcu, kjer bo, v to ne dvomimo, ponovno lovil rekordne znamke. Tokrat nas medvoški policisti razveseljujejo s kratko črno kroniko, v kateri poročajo samo o prometni nesreči v Medvodah, pa še ta se je končala le z malo razbite pločevine in po koncu so policisti odstopili od ogleda prometne nesreče. Zato se bomo ponovno posvetili opozorilu pred nepridipravi, na katere morate biti pozorni, saj storilci načrtno poiščejo predvsem starejše občane, ki jih potem preslepijo s pogovorom ali pod krinko, da so serviseri ali da odkupujejo staro železo, lahko se predstavijo kot delavci elektroslužbe, ki si ogledujejo teren za nove daljnovode, včasih pravijo, da bodo opravljali sanacijo odtokov in seveda nič hudega sluteče žrtve na ta način zamotijo ali pravijo iz stanovanja. Pogosto ti storilci delujejo v paru in potem drugi zlikovec stopi v hišo in pokrade, kar se mu zdi vrednega. Zato bodite previdni in pozorni ter takoj sporočite policiji, če vidite kaj sumljivega, na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200. Tudi glede spoštovanja ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 smo kar vztrajni, a dejstvo je, da epidemija še vedno traja in določeni ukrepi še vedno veljajo. Zato jih upoštevajte in seveda v skladu z nekaj uvidevnosti, predvsem skrbite za higieno rok ter poskrbite za nekaj zdrave medosebne razdalje. Lepi dnevi v naše prijetne turistične točke vabijo obiskovalce, pri tem pa je treba upoštevati, da se lahko parkira samo na za to namenjenih površinah. Voznike motorjev, štirikolesnikov in gorske kolesarje pa opozarjamo na omejitve vožnje v naravi. 13. junija bosta v delu občine Medvode potekali dve kolesarski prireditvi, Maraton Franja in Dirka po Sloveniji. Pri tem bo ponekod oviran promet in zaprte ceste, za obvoze pa bo poskrbljeno. Gledalce policisti pozivajo, da upoštevajte navodila policistov in osebja na prireditvi. Informacije o delu policistov Policijske uprave Ljubljana in o aktualnih dogodkih lahko dobite tudi na Facebook strani Policijska uprava Ljubljana. To je bilo vse v tokratnih novicah Sotočja. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.